Čokolada je zdrava. Ste vedeli to? Morali bi jo vključiti v našo prehrano skoraj vsak dan. Čeprav v njej kroži marsikateri mit, da ni zdrava, da redi in tako dalje. In podobni miti krožijo še o 7 živilih, katere bom danes opisal. In so ne samo, da krožijo njih miti, celo zdrava so in bi jih morali redno uživati. Zdaj pa pogledamo, kateri so to. Se pravi, ena izmed njih je čokolada in bom kar v začetku povedal o njej, kaj so njene pozitivne lastnosti in zakaj bi jo morali uživati redno. Se pravi, vsi čokoladoljubci, posluh. Čokolada, se pravi, iz zrn kakava dobimo najbolj bogat vir antioksidantov, ki vsebuje več kot katerokoli drugo živilo. Tega še jaz nisem vedel, dokler nisem prebral, ampak res je, čokolada vsebuje toliko pozitivnih mikroelementov, da ji prav nobeno živilo ne pride blizu. In pozitiven vpliv ima na dvig dobrega holesterola, na znižanje slabega holesterola, preprečuje strjevanje krvi, preprečuje oksidacijo slabega holesterola in to je tista najbolj nevarna stvar, ki dela strdke v našem krvožilnem sistemu in povzroča srčno-žilne bolezni. In še bi lahko naštevali, se pravi, čokolada je tista, ki je res super živilo, je pa potrebno pri njej paziti, da jemo tisto, ki ne vsebuje preveč sladkorja in celo, kar je zelo zaželeno, da ne vsebuje mleka. Saj kombinacija z mlekom izniči mnoge pozitivne učinke teh antioksidantov, ki se v njem nahajajo oziroma v njej nahajajo. Ponavadi so to čokolade 80 ali 85% kakava plus, se pravi, da je noter minimalno sladkorja, jaz ponavadi celo rečem, zaželeno je pod 10 gramov na 100 gramov in da niso mlečne čokolade. In koliko jih na dan pojesti, koliko je na dan pojesti, brez problema 20 do 30 gramov, to je kar nekaj. Tako da, posezite po čokoladi. Naslednje živilo iz seznama 7 pa so jajca. Jajca so pogosto, lahko rečemo, na tapeti, kjer govorijo o njih, jajca so škodljiva, če bojo fanti jedli preveč jajc, bojo imeli ne vem, take pa take probleme, jajca bodo dvigovala holesterol in tako dalje. Praktično so to vse izmišljotine in za jajca lahko rečemo, da so izvrsten vir beljakovin, saj imajo neverjetno visoko biološko vrednost, imajo popolno razmerje med beljakovinami in maščobami, zaradi tega je vedno potrebno jesti cela, se pravi ne samo beljake, pač pa beljak z rumenjakom, se prav večina vitaminov in dobrih maščob se nahaja v rumenjaku. Tudi veliko vitaminov je v njih. Tako da jajca, pri njih bodite pozorni, da so pašne reje. To je zelo pomembno. To vidite že na jajcih. Če so jajca iz tiste, ne vem, rečemo baterijske reje, so ponavadi slabe kakovosti, recimo rumenjaki so taki, da se kar razpočijo, jajca tečejo kot voda. In pomembno je, s čem se krmijo kokoši. Saj, če bodo te kokoši, katere bodo zvalile jajca, ki jih boste jedli, če se bodo pasle od zunaj in bodo jedle, ne vem, to, kar one jejo, zrnje in črve in take stvari, bodo znale v svojem telesu narediti vse te mikroelemente, katere mi potrebujemo. Če bojo pa krmili z nekimi slabimi živili, pa bo pač njihova jajca osiromašena. Tako da, še en pomemben podatek, jajca so zdrava in jejte tista jajca, ki so pašne oziroma domače reje. Naslednje super oziroma živilo izmed teh 7 pa je divji losos. Kaj pomeni divji losos? To je taki divji losos, ki vse strga. Ne. Divji losos pomeni, da je iz divjine, da je ulovljen. Pač pogosto se srečamo s tem, tako smo govorili pri jajcih, ampak ta losos je res ena taka posebnost, saj gojeni lososi so v bistvu, lahko rečemo, praktično strupeni, zaradi tega, ker jih krmijo z raznimi krmami, ki so zelo osiromašena teh omega-3, za katere je losos značilen,
Namesto tega vsebujejo njihova živila dosti antibiotikov, zato da lahko v tistih zaprtih prostorih, majhnih, ki jih gojijo, preživijo, da ne umrejo zaradi bolezni. Recimo meso lososa, to značilno rdečo barvo mu da naravno barvilo astaksantin, ki je ena super koristna sestavina za naše telo, ampak rdeč je losos divji samo zaradi tega, ker je divji. Kaj naredijo z temi navadnimi lososi? Pobarvajo jih, si lahko mislite, dejansko jih pobarvajo in so zaradi tega rdeči. Tako da med gojenim lososom in divjim lososom je velika in drastična razlika. Tako da predn jih kupite, predn jih uživate, dobro preverite njihovo poreklo in se odločite za tiste, ki so res ulovljeni in so divji lososi. Zakaj so koristni? Vsi torej poznamo, mislim, da vsi vemo. Omega 3 je tista super sestavina divjega lososa in to zelo velika vsebnost maščob omega 3, ki dobro vplivajo na nižanje vnetja, ki izboljšujejo občutljivost celic na inzulin in tako dalje in tako dalje. Obenem pa so tudi izvrsten vir beljakovin. Naslednje, četrto živilo iz seznama 7 je temnozelena zelenjava. Zakaj temnozelena zelenjava? Zaradi tega, ker bolj ko je zelena, več klorofila vsebuje in klorofil je tista sestavina, ki ima eno posebno lastnost, da vsrkava strupe. Zraven klorofila ima zelena zelenjava še zelo veliko drugih pozitivnih lastnosti. Ena izmed njih je, da vsebuje veliko vitaminov, veliko mineralov in veliko vlaknin. In vlaknine, o tem smo govorili v enem posnetku o mandarinah, ta je bil namenjen samo vlakninam. Vlaknine bistveno vplivajo in pozitivno vplivajo na našo prebavo, pozitivno vplivajo na uravnavanje maščobe v krvi oziroma holesterola in še obenem na občutek sitosti. In zaradi tega je vedno veliko med vami, vem, da si želi shujšati, je zelo pomembno, da v prehrano vključimo velike količine zelenjave. Poleg teh pozitivnih lastnosti, ki jih imajo, se pravi vitaminov, mineralov in tako dalje, imajo to značilnost, da zelo nasitijo. Se pravi, napolnijo želodec, imajo pa zelo majhno kalorično vrednost in to pomaga, ne? Če hočeš shujšati, to pomaga zaradi tega, ker pač čutiš poln želodec, v resnici pa ni nič noter. Kaj je naslednje živilo? Ekstra deviško olivno olje. Poznamo različna olivna olja. Zakaj sem rekel ekstra deviško? To je tisto, ki je najbolj pazljivo obdelano, se pravi hladno stiskano. Po možnosti izberite takšne, ki ni preveč s kemikalijami obdelano. In olivno olje je ključna sestavina mediteranske diete, o kateri vsi vemo, da že leta in leta vse povsod govorijo, da je to najbolj zdrav način prehranjevanja, ki je zelo dobro vpliv na srčno-žilni sistem, na dolgoživost. Če pravi ljudje, ki uživajo mediteransko prehrano, mediteransko dieto, imajo dejansko manj bolezni, novodobnih bolezni, ki so danes masovno prisotne, ravno zaradi tega, ker pač naš izbor živil ni optimalen. Pri olivnem olju je treba paziti, najboljše je seveda, če ga uživamo surovega, da ga pač uporabljamo na salatah kot poliv na kakšne jedi. Če pa kuhamo z njim, pa moramo pač paziti, zato ker je njegova temperatura dimljenja, se pravi, kdaj se zažge, relativno nizka in ko se to zgodi, ga uničimo, oksidira in postane v bistvu škodljivo. Tako da olivno olje pazimo, da izberemo dobro in da ga pametno uporabimo. Naslednji na seznamu so mandlji, oreščki. Mandlji imajo zelo spet veliko pozitivnih lastnosti na to, da prvo so dobri, dobro vplivajo na občutljivost na inzulin, zaradi veliko vlaknin in zdravih maščob, vplivajo na, se pravi, da uravnavajo nihanje krvnega sladkorja. In mnogi mislijo, da pač ni pametno kombinirati zdravih maščob z ogljikovimi hidrati, zato ker pač ti ogljikovi hidrati potem posledično zaradi dviga inzulina vpliva, da se ta maščoba nabira kot maščoba po telesu, ampak to sploh ni res. V bistvu ta zdrava maščoba samo vpliva na to, da upočasni absorpcijo tega sladkorja in posledično, tako kot smo rekli, vpliva na to, da ga uravna, da pride do manjših nihanj.
in oreščki, se pravi mandlji, so še posebej zdravi, tako da lahko pa tudi orehi, recimo orehi in mandlji so super oreščki, ki jih obvezno vključite v prehrano. In zdaj nam je ostalo še samo eno živilo, to pa je avokado. Avokado poznamo. Ste vedeli, da je avokado v bistvu sadež in sploh ni zelenjava? No, jaz tega dolgo nisem vedel, se mi zdi pač tako zanimivo. Moramo najti pravega, ne sme biti seveda ne črn, ne sme biti trd, da ni zrel, moramo poiskati tistega ravno pravega. In avokado ima veliko super lastnosti, eno med njim je, recimo, da ima dosti vlaknin, da ima dosti zdravih maščob, zaradi tega pozitivno vpliva na srce, na žile, tako kot vsa živila, katera smo govorili o njih, vam želim vedno predstaviti tisto, kar pozitivno vpliva na zdravje. Potem dajo dober občutek sitosti in pozitivno vpliva na prebavo. Lahko ga dodamo praktično k vsemu. Jaz ga zelo rad jem zraven jajc, zraven mesa, v solatah. Super, top živilo. Tako da, to je to. Zdaj pa pogledajmo teh 7 jedi še skupaj tukaj na kupu. Evo, tukaj imam teh 7 super živil, o katerih smo govorili. Prva, evo, jajca. Poznamo, govorili smo o domačih jajcih. Jaz imam res srečo, da mi jih en fant, ki ima doma kmetijo, prinese približno enkrat tedensko in res so ta jajca ful dobra in ful razlika od tistih, ki jih kupimo v trgovini, tako da probajte dobiti ena taka domače reje. Potem naslednji smo rekli je avokado. Avokado moramo imeti srečo, da dobimo dobrega, saj včasih je taki trd in potem ni nič z njega, včasih je cel gnil, ampak če se potrudiš, lahko najdeš dobre avokade. Potem imamo tukaj evo temno čokolado, kjer moramo pač gledati, kot smo rekli, da ni nekega sladkorja zraven preveč in da ni mleka. Divji losos, zdaj, zakaj sem prinesel konzervo, ne zaradi tega, ker pač verjamem, da marsikdo pač gleda tudi na to, da je čim bolj praktično in nekako se najde, da je res ta super divji losos. Potem ekstra deviško olivno olje, to tudi dobim domače in je super, ne, da dobiš od koga, ki ti lahko res zagotovi, da je super kvalitete, morajo biti v temni flaši. Namesto mandljev, jaz dosti krat jem kar mandljevo maslo ali pa mandlje, tako da, pa tudi orehi so zelo dobri. Verjetno se bo marsikdo vprašal, zakaj imam brokoli zmrznjen. Zmrznjena zelenjava je marsikdaj boljša od sveže. Zakaj? Zaradi tega, ker je nabrana lokalno, nabrana je v času zorenja in hitro zamrznjena. Tako da se ne transportira, ne vem, čez pol sveta in to v takem obdobju, ko sicer pri nas ne raste. Tako da zmrznjeno zelenjavo ni čisto nič narobe. Super je. Evo, to so ta živila, s pridom jih uporabite. Če vam je bil posnetek uporaben in všeč, ga všečkajte. Če so vam moje vsebine všeč, vas vljudno vabim, da se tukaj naročite na moj kanal, označite zvonček, ki vas bo obvestil o vseh novih posnetkih in nikakor ne spregledajte tukaj prejšnjega posnetka, kjer smo govorili o hujšanju. Tako da, to je to. Adijo, lepo se imejte.